Zdaj, če poenostavim, tudi na podlagi tega, kar smo prebrali v teh poslanih izračunih in projekcijah možnih učinkov fiskalnega pravila, mi enostavno predlagamo, da se izhaja iz realnega stanja, da se ne zamegljuje in da se najprej pogleda celoten gozd. Zdaj, pogled na to celotno sliko pa pokaže, da imamo v Sloveniji v tem trenutku preko 130 tisoč brezposelnih, skoraj enako število, nekaj manjše število jih prejema tudi različne dodatke. Imamo še okoli 600 tisoč upokojencev, ki so pokojnine sicer zaslužili, ampak jih je treba s minulim delom, ampak jih je treba izplačati iz tekočih prispevkov, se pravi iz tekočega denarja, ki se vsak mesec zbere od vaših prispevkov, od plač. Potem imamo 160 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, ki je potreben, vendar je lahko samo toliko velik, kot ga lahko financiramo. In kakšnih 350 tisoč ljudi v tej državi se šola na različnih stopnjah šolanja. In ko se te številke pomnožite, jih odštejete od 2 milijonov prebivalcev, dobite na drugi strani samo še nekaj 100 tisoč ljudi, ki je zaposlenih v gospodarstvu. Zdaj, takšno razmerje, ki ga pokaže ta pogled na celoten slovenski gozd, seveda že na prvi pogled vsakemu laiku pove, da to ni vzdržno. Ob vseh teh stroških, ki so več ali manj enake ali celo večji, kot so bili v času pred krizo, ko je bila gospodarska rast bistveno večja. Torej, Slovenija je prisiljena te razmere, ne mednarodne finančne institucije ali pa neka grda Evropa ali pa IMF, Evropska centralna banka, pa ne vem kaj se zdaj še sliši, ne prisiljuje nas oni. Te razmere, ki smo jih ustvarili, v katere smo prišli, nas prisiljujejo, da nadaljujemo z obvladovanjem stroškov oziroma z smerjo, ki smo jo začrtali lani. Je bila tudi verificirana pri vseh naših partnerjih. Tako da ta napoved, da se bo spremenila smer, ki se je potem začela popravljati, je naredila javnofinančnemu položaju slovenske države največjo škodo. Ker če se potem začne popravljati neko osnovno napoved, ki je bila dana na začetku, boš rabil veliko stavkov, da boš prišel nazaj, pa ob tem boš seveda izgubil velik del verodostojnosti oziroma kredibilnosti. Zdaj, ko v Sloveniji veliko govorimo o trajnostnem razvoju, ni političnega nastopa ali pa novinarskega nastopa, ki to besedo ali pa to besedno zvezo ne bi vpletal v svoje nastope, ampak ta trajnostni razvoj ima tudi svojo ekonomsko dimenzijo. To stanje, ki sem ga prej opisal s temi številkami in ki je pač vsem prezentno, ni trajnostno. Tako to ne more iti naprej. Tako to ne more iti naprej. 3 leta se je to poskušalo, 2009, 2011 oziroma 2012, pa smo prišli na mejo, se pravi na mejo, ko nadaljne zadolževanje ali je onemogočeno, ali je predrago, ali pa je onemogočeno. Zdaj, ta nihanja pribitkov na slovenske državne obveznice, tam med 6 in 7 odstotkov, to so nevarne stvari. Če se ta odstotek ustali preko 7, to ne pomeni samo, da se bomo kot država težko zadolžili. To je tudi meja, ki omogoča tistim svetovnim oziroma evropskim komercialnim bankam, ki so posodile denar našim komercialnim finančnim institucijam, da zahtevajo nazaj naenkrat celotno glavnico. Ni to veza, nastopi pa možnost. Zaradi tega je ta meja bistveno bolj nevarna, kot se včasih sliši. Zdaj, kljub temu je, če potegnemo črto v to oceno, so objektivne razmere za aktualnega slovenskega finančnega ministra, ki
zbira interesente po Združenih državah ali pa jih je zbiral za nakup slovenskih državnih obveznic oziroma za naslednjo rundo zadolževanja, ki jo potrebujemo predvsem zato, da bomo vračali stare dolgove. To ne bo šlo za investicije. Njegov položaj je objektivno vzeto lažji, kot je bil položaj finančnega ministra v naši vladi lani oktobra, ko je delal nekaj podobnega po Združenih državah. Ker lani oktobra je šlo na verjetje na besedo. Takrat je naša vlada šele poslala državnemu zboru predloge pokojninske in delovno-pravne reforme, zakon o upravljanju naložb bank in zakon o Slovenskem državnem holdingu in seveda tudi predlog proračuna, s katerim smo šli pod 3% primanjkljaja. Ni pa še to bilo sprejeto. Na zaupanje smo takrat prodali tiste obveznice. Tokrat je vse to sprejeto. In objektivno stanje je boljše, kot je bilo lani. Problem so subjektivni signali, ki prihajajo iz Slovenije. Poleg teh, ki sem jih že naštel, v to kategorijo spadajo še te poteze, ko se je klasifikacija za prodajo državnih naložb umaknila, namesto tega pa se sklicuje, če sem prav obveščen, izredna seja, kjer bo državni zbor odločil o tem, ali se proda Peko ali ne. Najbrž nihče ne bo resno jemal državo, v kateri bo zakonodajalec odločil o vsakem deležu, vsakem odstotku državne naložbe, ki se nekje proda. Zdaj, to, da bo državni zbor odločil o tem, da se proda Peko, bo izpadlo precej komično. In to seveda ne bo pomagalo finančnemu ministru pri tej njegovi nalogi. Temu, da se stanje v Sloveniji, javno finančno stanje, začne resno konsolidirati in da ta verodostojnost, ki si jo Slovenija v začetku letošnjega leta s težko muko pridobila nazaj, obstane ali pa da se vrne zaupanje, je poleg temu, da se ta vladna koalicija in vlada zaveže, da ne bo spremenila smeri, ampak da bo nadaljevala smer, ki je peljala Slovenijo ven iz krize v lanskem letu in začetku letošnjega leta. Temu je treba dodati še ta paket ustavnih sprememb, ki so zdaj pred nami in okrog katerih je spet veliko govora. Ponavljam, gre za paket. Sprememba ustave, s katero se bo onemogočila blokada proračunskih oziroma javnofinančnih zakonov in vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo, to je paket. Eno brez drugega težko živi. Največ vam ni treba razlagati, zakaj. Nekoliko nenavadno je, da Slovenska demokratska stranka, ki je zdaj opozicijska stranka, ponovno sili vlado k ravnanju oziroma k sprejemanju ukrepov, ki bi morali po zdravi logiki biti sami po sebi za vlado razumljivi kot nekaj, kar ravno vladi najbolj koristi. So oni odgovorni za to, da se Slovenija izkoplje iz te situacije. In to bi lahko naredili kadarkoli že v letošnjem letu, tudi lani. Te razprave o tem, da se letnica spreminja in tako naprej, so škodljive. Slovenska demokratska stranka na to ne bo pristala. To zgolj zmanjšuje resnost signala, ki ga Slovenija pošilja navznoter in navzven. In jaz seveda pričakujem, da se bo na tem sestanku jutri dalo dogovoriti, da bo zmagala trezna presoja in zdrava pamet. Kot garancijo za to, da bo šlo v tej smeri, mi predlagamo in bomo na tem vztrajali, da se najprej glasuje o zlatem fiskalnem pravilu, tako kot je predlagano
v obstoječem besedilu in potem o spremembi referendumske zakonodaje. Ker je to paket in ker je ta vrstni red glede na cincanje vladni koaliciji logičen. Če bo Slovenija v začetku maja, oziroma če bo slovenskemu parlamentu v začetku maja uspelo v tem vrstnem redu sprejeti predlagane spremembe takšne, kot so v proceduri in ki jih ni možno več popravljati, tudi iz proceduralnih razlogov, potem bo to izjemno močan signal, ki lahko Sloveniji vrne velik del verodostojnosti, izgubene verodostojnosti v zadnjih mesecih. Temu je treba dodati še trdno zavezo vladne koalicije, da bo nemudoma začela izvajati zakon in podzakonske akte o tej družbi za upravljanje naložb bank in prav tako je potrebno, po moje, brez odlašanja, ta ali nekoliko popravljen, dopolnjen seznam oziroma klasifikacijo naložb, ki bodo šle v privatizacijo, nemudoma sprejeti v državnem zboru. In če vse to narejeno, še posebej, če je ta ustavni paket sprejet, potem bo imela vlada v rokah tudi izjemno močno orodje ali pa argumente, kakšnih mi v času našega enoletnega mandata nikoli nismo imeli. Za resna pogajanja s sindikati, ko gre za zmanjšanje stroškov funkcioniranja države, mislim na sindikate javnega sektorja. Ker bo odzeta ta možnost izseljevanja z blokado proračunskih zakonov, se pravi, se bo treba zelo resno pogajati. Velik del slovenskih sindikatov, tudi javnega sektorja, je razumen, ko je pač slika jasna. To se je dokazalo tudi v lanskem letu. In po teh spremembah bo seveda vlada lahko začela resna pogajanja, ki jih lahko zaključi, oziroma ki jih mora zaključiti v nekaj tednih, sicer mora sprejeti ustrezno zakonodajo. In te zakonodaje ne bo možno blokirati, tako da so možnosti za dogovor bistveno večje, kot so bile kadarkoli doslej.